Medijski svet pa, še posebej se mi zdi ženske, smo ful na udaru. Predvsem ne samo kako poješ, ampak kako izgledaš, ne. In to pa itak te kar zaznamuje, ne. Pa skozi hočeš biti všečen. Pa skozi gledaš, a si se zredil, a se nisi, ker je sistem, kar je sicer grozno, ne, in se tega učim, da nisem imela občutek, da sem dovolj takšna, kakšna sem. Da samo zato, da diham, da je to dovolj, ne. Ampak da moram biti lepa, suha, mora biti vsak nastop perfekten, ne. In potem se to počasi nalaga, potem pa, ne vem, bereš komentarje, pa nekdo napiše, poglej to čeljust, ali pa poglej to lepotično piko in potem pa tak čez čas opaziš to realnost in to, kako si v bistvu krhek v sebi in kako te vse te stvari tako piknejo. Pa čeprav veš, ali pa kakšni grdi komentarji, ta je pa afna, ali pa ne vem kaj, ne. Pa čeprav veš, da to ni res, zdaj kako so se pogovarjali po telefonu, ne. Lahko vidiš ti 100 amazing komentarjev, pa saj jih je, ne. Pa tistih 10 in si ti čist dol pade. Ampak tako se mi zdi, da nas je tako dosti ljudi, ne. In jaz sem se pol čez čas naučila, da ne berem komentarjev, zato ker sem se to z dosti glasbeniki pogovarjali, eni berejo, pa se z tega smejijo, ker pač se zavedajo, to pač neki tak, pa pol si na ha moment zamejo, ne. Jaz pa tega ne morem. Mene pa še vedno zdaj, po vseh teh letih, vse prizadane. Zato sem se odločila, da ne berem in tudi kolegom sem vedno rekla, ne pošiljajte mi negativnih komentarjev, razen če je res če je res nekaj tak, da veste, da se bom nasmejala. In skozi vsa ta leta se pol naučiš to, oziroma se pač moraš zavedati, ne naučiš, ampak sprejeti to dejstvo, da pač ne boš nikoli vsem všeč. In da jaz karkoli lahko naredim, tisti, ki me pač ne bodo imeli radi, me itak ne bodo imeli radi, pa če bom zdaj se jaz eno leto skrila, pa me nikjer ne bo, pa se bom pol pojavila, ali bom pa skozi all over the place, ne. In ja, prej kot to se mi zdi, sprejmeš lažje te v življenju.